In ravno tisti strah, ko ga je Jure omenil, joj samo ne oteži, ker bom zgledala kot švarci. Ko bi vsaj, ne moreš, ker ti genetika tega ne dovoli. Tako. Živijo. Danes smo spet z vami v podcastu in en stavek, ki zelo velikokrat odmeva decembra, je januarja pa res začnem. In januarja dostikrat začnemo z spremembami in te spremembe, ki so največkrat zelo dobrodošle v našem življenju, si jih zelo želimo in večina januarja začne, potem pa nekako obupa. In posebej se to dogaja pri hujšanju, zato ker potem pride tudi čas krofov in tako naprej in so skušnjave. Ampak danes bomo tukaj govorili o hujšanju in to o efektivnem hujšanju, zato ker za efektivno hujšanje je potrebna, bom rekel, velika sprememba življenjskega sloga in z mano sta gosta, Živijo. Ja, z mano je Cindy in Matic. Tako je, Matic. Pa bi bil zelo vesel, če se predstavita. Cindy, izvoli. Živijo obema. Sem Cindy, v originalu sicer diplomirana slovenistka in anglistka, ampak sem hitro ugotovila, da z tega ne bo nič in danes stojim pred vama kot licencirana nutricionistka, vizažistka in vodja športnega društva Art of Body. Wow, bravo. Okay. Še Matic. Čau, jaz sem pa Matic, sem licenciran osebni trener in pomagam ljudem, da se čim bolje počutijo v svojemu telesu in tako živijo pač optimalen life, ki ga lahko pač maksimalno izkoristijo. Ok, se pravi, pomagaš pri boljšem počutju, boljšem izgledu. Ja, tako da potem postopoma, kot si že prej omenil, lahko pravilno vplivajo spremembe v svoj življenjski stil in tako gradijo v bistvu neko svojo persono. Prav. Cindy, na tvoji internetni strani imaš opisano svojo pot, kako si, bom rekel, začela svojo spremembo, pa bi bil zelo vesel, če z nami malo deliš to, da na hitro poveš, zakaj si se odločila za to pot in kako je sploh potekalo to pot. Ja. Torej vsi, ki se bodo januarja soočili z problemi obdobja med Božičem in Novim letom, oziroma mogoče tudi leta prej, kar se je nabralo, viška, dobro jih razumem, kajti celo otroštvo sem se soočala v bistvu z viškom kilogramov, kar ni bilo prijetno. Recimo v osnovni šoli so ostale punce nosile krilca, jaz sem pa kupovala na oddelku za odrasle. Ker sem bila v bistvu že takrat perfekcionistka na določenih področjih, sem se odločila, da zdaj pa je čas za korenite spremembe, kakor tudi velika večina izmed vas po novem letu. Mene je pot malo zanesla v določene skrajnosti, saj mi je seveda uspelo shujšati, ampak se vse skupaj prelevilo v eno skrajnost, ki je vodilo do anoreksije, bulimije in potem seveda depresija, anksioznost in določene tegobe. Odločila sem se, da se bom sama s tem spopadla. Poiskala sem tudi pomoč, bila tudi na kliniki in čez leta sem našla fitness. In čeprav se sliši klišejsko, je mene dejansko fitness rešil, kajti od takrat sem mnenja, da je telo potrebno nahraniti in ne stradati. Super. In tako sem skozi leta razvila ta svoj lifestyle, ki ga furam še danes in moram reči, da v bistvu nikoli nisem bila srečnejša. In ja, do tega me je pripeljal ta športni lifestyle, fitness, vsa ta skupnost, razvoj samega sebe, se pravi, zame je to temelj moje osebnosti sedaj. Ja, super. Ful je lepo to slišati, da imate taka sprememba in ja, tudi jaz sem en unih, bom rekel, rad vidim, kako se ljudje navdušijo nad zdravim življenjskim slogom, posebej pač za enega je to fitness, za enega je, ne vem, ko gre v gore, en gre, ne vem, teč, ampak da te to toliko navduši, da te v bistvu prevzame, da ti spremeni življenje, to je zelo, zelo veliko, to je v bistvu največ, kar človek lahko ima, to radost do življenja, da ga krepaš, do gibanja, da se začutiš. In sama kvaliteta življenja se ti s tem izboljša, ker vpliva na vsa tvoja področja, na odnose, na prijateljstva. Definitivno se odraža na vseh področjih, se strinjam. Ja, Matic, eno vprašanje imam. Zdaj, januarja vsi začnejo in ti kot osebni trener tega veliko vidiš, kakšna sprememba je med decembrom pa januarjem, kako ljudje tudi z drugim feelingom pridejo noter, zdaj bom pa začel. Kaj bi bil tvoj nasvet v bistvu, ker vemo vsi, da
če bojo preveč na hard začeli, bojo tudi na hard nehali. V bistvu si mi kar že malo položil besede v moja usta. Prvi nasvet, ki je, začni počasi. Začni počasi, ker tako, kot si rekel, decembra je en ekstrem, vsi nalagajo mize obdarjene z hrano, ki mogoče ni najbolj optimalna, ne? Potem vidijo neko samo podobo v gledalih naprej na splošno januarja, koliko smo se ga preveč smo si ga vzeli, ne? In zdaj pa treba nekaj narediti, ne? Zdaj pa gremo all in, ne? Ker hočemo to spremembo, ne? Ker vsi ljudje smo načeloma tako naravnani, da si želimo neke rezultate, ne? Zato se pač tudi lotimo tega in isto je pri teh spremembah, ko hočemo spremeniti svoje telo, življenjski stil. Veliko ljudi gre v ene ekstreme, enkrat preveč hrane, enkrat preveč fitnessa, urejene prehrane, bom rekel, in zato rečem tudi vsem svojim klientom do zdaj in še naprej ljudem bom polagal roko na srce, začni počasi, postopoma, z malimi navadami, ker vsi vemo, koliko je težko neko navado vplesti v svoj življenjski stil in jo tudi obdržati, seveda. Tako da začni počasi, navado po navado, jaz tudi rečem tako, naredi si cilj, da lahko eno navado vpelješ v svoj življenjski stil in če imaš 10 poskusov, probi vsaj 9krat to narediti tako, kakeks, da je to easy navada, kot naprimer, če popijem premalo vode dnevno, naprimer, sem premalo hidriran, se pravi, spijem 3 kozarce na dan, dajmo začeti, Matic, danes bom pa jaz 4 kozarce na dan in to počnem 10 dni zapored in če bom 9krat to naredil, se pravi, se že lepo razvija navada. Ali je to pač samo gibanje v življenjski stil, pol ure sprehod vsak dan, pol ure, ni nekaj pretiranega, je pa konsistentno. Počasi, ampak konsistentno. Se pravi konsistenca. Zelo pomembno. Kaj se ti zdi bolj pomemben, da se spremeni prehrana ali da se spremeni trening, oziroma da se da več da se da več puša na trening ali na prehrano? Tako bom rekel, že vsaka sprememba je kar velik zalogaj za nekega posameznika, ki jo vpeljuje v svoj življenjski stil, se pravi, ali je to neka urejena prehrana, ali je to dodajanje gibanja v svoj življenjski stil. Za začetek je že ena pozitivna sprememba, da ti začneš z gibanjem. Ker ljudje smo ustvarjeni za gibanje, jaz bom rekel, da ustvari gibanje in že tukaj bo to neka spremenljivka v tvojem življenju, ki bo definitivno pokazala, da se tvoje življenje izboljšuje, na sebi, na samozavesti. Vsi vemo, če nekaj naredimo za sebe, se pravi, bomo dobili zelo lepe občutke, nekaj sem naredil, da se gibal, sem se na sprehod, šel sem tenis, šel sem malo teži prijet v fitness pa narediti. In ko to navado počasi vpeljuješ, jaz probam sicer že usporedno seveda tudi s prehrano, ker prehrana je tudi temeljna pri vsakemu posamezniku, ker bolj boš kvalitetno jedel, več hranil boš dobil, boljšo energijo boš imel v sebi. Se pravi, tudi dodaja energijo. Ampak mogoče sem mičko bolj za gibanje za začetek, ampak nikoli ne izpustim, koliko je pomembna prehrana. Gre eno z drugim, težko ti čisto odgovorim. Če se navežem tu na Matica, problem je, da si ljudje zastavijo nerealne cilje, ker vidijo nekogar, ki je mogoče že 16 stopničk pred njim, ki si je že ustvaril navade, saj lepo in prav, lahko si vzamemo kot inspiracijo, ampak zastavi si realne cilje, ki jih boš lahko dosegal. Namesto 6krat grem v gym, bom šel 3krat za začetek. In jaz sem recimo padla v ta svet, ko so še bili ful popularni jedilniki, napiši mi jedilnik. Jaz svoje stranke učim tako, razvij si lifestyle, ki bo tebi pisan na kožo. Premalo gremo k posamezniku, vsi bi radi en kalup za vse. Šablonsko, ne? Tako. Ne morem jaz tebi povedati, da ti je ob 12, ob 3, pa ob 6, če pa imaš 3 izmene. Svoj obstoječi jedilnik korak po korak izpopolnjuj na čim bolj optimalnega. Ampak res korak po korak. Ker drugače je naenkrat vsega preveč in jih zmede in konsistence več ni. 2 dni striktno, pol pa 3. dan se poruši, in potem že vsi rečejo, pismo, vse sem zafrknil po 3 dneh, nisem jaz za to bom pustil,
Ali pa v ponedeljek. Ali pa tako. Ja. ali In pa se tako. to vrti leta pa leta. Vse to je tisto. Vikendi se mi zdi, da so sploh si vsi vzamejo, zdaj bom pa malo drugačen. Ker pri hujšanju ni teden pa vikend, pri hujšanju je hujšanje, to je skozi. In to se moramo vzeti. Pa spet beseda hujšanje največkrat pripelje do tega, da rečejo to pa ne bom, zato ker ne ugotovijo, da gre za lifestyle, da gre za spremembo življenja, da gre za v bistvu, da nekaj si daješ. Pri hujšanju največkrat razmišljajo, da si nekaj vzameš. In ljudje si radi vzamemo, radi bi si več dal, ampak ne vejo, da si dajo s gibanjem, ne vejo, da si dajo z boljšo prehrano, da je boljše počutje. Ne? In ta prvič pride na trening je težko, ampak petič pride mu pa ni več tako težko, ampak se tega ne zavedajo, da bi se pohvalili. Zato rabijo trenerja, ne pa nekoga, da reče, lej, koliko ti je lažje prideti, lej, koliko manj trpiš. Ne? V bistvu je psiha ful veliko tega, ne? Ampak to je potem tudi, kot si rekel, ne? Ljudje smo ful na rezultate. Mi bi že včeraj, če lahko, in vsi nekako hočejo neke bližnjice, treba je nekako dopovedati ljudem, da je pač pot je dolga, to je dolgi rok, rečemo hujšanje, vsi mislijo hujšanje, to je neka kratkoročna zadeva, bom zhujšil, pa bom dober, ja, zgubo boš to, če ne boš nekih takih navad upeljal noter, in koliko sta že oba imela, vse prilagodiš svojemu življenjskemu stilu. Ti hočeš svoj življenjski stil, svoje življenje obogatiti z dobrimi navadami, z dobrim počutjem, gibanjem in seveda pač s kvalitetno prehrano, ki te bo dejansko pomagala živeti boljši life. No? Ja. Cindy, vprašanje zate. Ti si shujšala in v bistvu obdržala to, da si v bistvu tam, kjer si, to je najtežji. In kaj bi ti dala kot nasvet poslušalcem in poslušalkam, prvič prišla si do kaj, obdržala in kako si zadovoljna s tem, da te ne nese kaj? Razumeš, da nimaš skušnjav, se pravi, da si se mogla nekako ugotoviti, da je to tisto, kar je prav. Se pravi, ja, nasvet, kako obdržati, to je zelo pomembno. No? Ja, jaz bom tu rekla practice what you preach, ne? In se bom v bistvu navezala tu na Matica. Če kdo, sem jaz probala vse diete pod tem soncem, iskala naslednjo najboljšo stvar, iskala bližnjice, šla na izločevanje, če zdaj ne bom kruha, pa testenin bom sigurno shujšala, ne? Ja, okej, gre, teden, dva, kaj pa pol, ne? Vsi iščemo tisto eno magično stvar, a v bistvu je vse ves čas pred nami. Simple, keep it simple, ne iskati nekih magičnih rešitev, začni pri sebi, pri trenutnem stanju in tega izpopolnjuj. Tako kot sem rekla, probala sem vse na svetu, vse diete, vse jedilnike, menjala različne stile treningov v tistem magičnem iskanju nečesa in na koncu ugotovila v bistvu zdrava kmečka pamet. Nekaj, da prilagodiš svojemu življenjskemu stilu. Tako, treningi, prehrana prilagojena mojemu življenjskemu stilu, ki mogoče ne bo ustrezala tebi, pa tebi normalno, ker se že... Smo različni, ne? Tako, razlikuješ se naš lifestyle, naša služba, naša aktivnost, naš cilj, vsak izmed nas ima svoje cilje. Tako da ja. V bistvu je tako, ta jojo efekt se dosti zgodi pri vseh, ki grejo hitro hujšati, to si tudi verjetno ti izkusila. Zakaj pride do tega, da v bistvu hitro shujšajo, potem pa hitro pridejo nazaj in celo še dobijo kilograme? A se ti kaj sanja, zakaj je to? Seveda, začetni zanos je visok, ne? Na začetku imamo motivacije in sploh in se zaženemo in treniramo 6-krat, 7-krat, jemo, karikiram, solatni list pa kozarec vode, saj gre, teden dni, ja, zgubiš res 4 kile, ampak ljudje ne gledajo na dolgi rok. Ne? Če lahko izpostavim eno stranko, ki je z mano že 2 leti in je shujšala, ravno sva gledali 35 kg. Veš, koliko jedilnikov sem ji napisala? Nobenega. Naučila sem jo od temeljev, kako si prilagoditi prehrano tako, da dosegaš svoje cilje, da lahko treniraš in hkrati si izoblikovala mišično maso, kar pomeni, da po teh 35 kg ji je všeč, kaj vidi v ogledalu. Nisva se fokusirali na kilograme, čeprav tako. In pri hujšanju večkrat pozabimo, da je v bistvu pomembno gledati na razmerje mišična masa, maščobna masa. Ni se potrebno fokusirati striktno na kilograme, ampak na to, kaj mi vidimo nazaj v ogledalu. Bravo, to se čist strinjam. Preoblikovanje telesa, da dobiš ti neko, v bistvu ne da dobiš, v bistvu si sam narediš svoje telo, v katerem se počutiš samozavestno in se imaš rad v bistvu v svojemu telesu, pa gre vse lažje. Če se sam na številke fokusiramo, ne gre, preveč je distrakcij, funkcij in ne moreš zdržati tega. Ja, jaz vem, da pri meni, pač v moji glavi, ko vidim, kaj se dogaja, moški, na primer, lažje shujšamo kot ženske, zato ker nas že tukaj vidim v osnovi, pridejo stranke v trgovino in vprašajo,
kaj se priporoča in tako naprej, in pridemo do beljakovine, tega pa ne bi rada zgledala kot čvarci. Ne? In potem, ko razložiš, da ne bo zgledala kot čvarci in da kot drugo, če bo dobila malo mišic, ne bo nikoli mišičasta, ampak bo samo močnejša in močnejši kot je človek, več ima porabo kalorij. Tako. Če imaš ti večjo porabo kalorij, v bistvu čez dan več pokuraš, se pravi, da hujšaš, samo zato, ker si delo na moči. In ta baza, ki je, tega se ne zavedajo, zato pa moški, naprimer, ker hočejo dobivati mišice, že v osnovi imajo večjo porabo, lažje shujšajo, da ne govorimo, da smo tudi hormonsko veliko lažje shujšamo, zato ker imajo ženske 20krat manj testosterona in tako naprej. Tako da tukaj bom rekel, je ženska ena od unih, ki ima res veliko težjo pot, plus estrogen, ki vas vodi za to, da imate rade sladko, ko pri nas moških je to bolj, bom rekel, v ozadju, oziroma če nas daje estrogen prevlada, je tako, da pa rečeš, ok, lahko ga premagam, ženskega težje, ne? In tako, ko gledam, je res v bistvu ženska zelo prvič težja nalogoma in drugič, če žensko razume in lahko svetuje. Mi moški se moramo pa tega naučiti. Se kar strinjam. Je težje delati, ne, z ženskami, ko hujšajo. Tako bom rekel, se strinjam. Z vsem, kar si povedal, se v bistvu popolnoma strinjam. Je malo težje delati. Tako kot si rekel, ne, ženske vodijo tukaj pač hormoni, ima tiste dneve v mesecu in tukaj je malo hormonskega neravnovesja v tistem trenutku, tudi bolj čustveno gledajo mogoče bolj na določene stvari kot moški, ki imamo mogoče bolj rekel v narekovajih nek vojaški režim, če se bomo pač tega lotili, če je to neka pot, naprimer, od tega. Ampak tako, kot sem rekel, pri vsaka ženska, za vsako žensko stranko, ki sem delal, ima svoj življenjski stil, vsaka si je drugačna. Od malega gor, ki je z določenimi vzorci, travmami, ki se je spopadala, mogoče že kdaj z bojem s kilogrami, bom tako rekel, je tlakovala neko svojo pot tega, kar je. In na podlagi tega tudi jaz potem svojim ženskim strankam, oziroma strankam ženskega spola, prilagodim vse tako na dolgi rok, da lahko to delajo. Tako da tukaj je veliko psihe in je zelo pomemben življenjski stil. Ne vem, ali imam neko mamico 2 otrok, ki dela v podjetju, ki se recimo zelo malo giba, ali pa ne vem, neko natakarco, ki je skozi na nogah, pa bi rada sam mal pridobila rečemo oblike telesa, se pravi, dosti hod levo, desno, gor, in ima več tega gibanja, že v osnovi. Ampak ja, psiha je tista največkrat, ki se treba pač pripraviti na neko tako dolgo pot v preoblikovanju svojega telesa. Okay, zdaj pa tako generično vprašanje. Kaj je boljš? 2krat na teden močen trening ali 5krat na teden švoh trening? To 5krat na teden švoh trening misliš z držmi? Kakoršen koli. Se pravi, rečeš, zbral sem te za hujšanje, pa imaš tukaj 2 iste dvojčice, imaš in ena bo 2krat na teden močno trenirala, ena bo 5krat na teden prišla, pa bo trenirala ne tako močno, pa bo prišla se gibati. Jaz bom rekel 5krat na teden švoh trening. Ja? Zaradi tega, ker bo imela konsistenco, lažje bo delala vse stvari, se pravi, če je to švoh trening, tudi če je pod neko obremenitvijo, naprimer, se pravi, je skozi v neki konstanti, ki to dela. In bo na dolgi rok lažje to furala in prišla do svojega cilja. Tista, ki bo pa, ne vem, 2krat na teden trenirala, pa da potem je vse ravno, bi rekel, da bo težko prišla do svojega cilja ali pa bo rabila dlje časa. To sem že tudi v bistvu imel primere na strankah, rečemo, ko me sprašujejo, Matic, kolikrat na teden bi bilo dobro, da jaz treniram? 2krat na teden, 3krat na teden, 4krat na teden? Jaz rečem, kolikrat ti življenjski stil dovoli. Ampak, če boš 2krat na teden trenirala, močen trening z utežmi, naprimer, pod obremenitvijo, bova dala več poudarka na tvoji prehrani. Se pravi, ko boš imela manj tega treninga oziroma tega gibanja. Se pravi, ti baziraš bolj na kaloričnem deficitu, skozi po malem? Ne, bom rekel, da je bom rekel tako, manjši kalorični deficit, se pravi, recimo vsak dan, dokler ne pride do česa, recimo, če ima nek nivo, izbijem na dolgi rok 10 do 20%, naprimer kalorijskega deficita, da pride z gibanjem in s prehrano, poudarkom na beljakovinami, ki so gradniki mišic, da pride do tega cilja. Okay. In potem, če pride, ko imamo vmes kakšne koli ovinke, pride do tega platoja
in potem vidiva, kje sva, kaj sva naredila in kako lahko potem plujeva naprej. Ali bova kaj drugače spremenila, ali ima določeno obdobje v življenju, ki ne bo mogla toliko trenirati in potem se na podlagi tega pa spremenil. Okay. Kaj pa ti, 2-krat ali 5-krat? Prej sta omenila eno pomembno stvar, in sicer res ne moremo iti mimo razlike v genetiki in hormonski sliki ženske moški. En veliki mit je še pri vsem skupaj, se pravi, večina žensk, ki ti bodo prinesle fotko, kako bi dejansko želele izgledati, pozabimo oziroma ne zavedajo se, da do teh rezultatov pripelje trening z utežmi, resistance training. Vse se bazirajo na kardio, zaletijo se v fitness, kaj bo prvo tekalna steza, a ne zavedajo se, da do takšnih rezultatov, do tako oblikovanih mišic v bistvu priješ ti z resistance trainingom. In ravno tisti strah, ko ga je Jure omenil, joj samo ne oteži, ker bom izgledala kot Švarci, ko bi vsaj, ne moreš, ker ti genetika tega ne dovoli. Tako. Je veliko pogojev, ki moraš izpolniti, da boš izgledal tako. Tako, in zato bi želela na tem mestu povedati, da vse ženske, ki razmišljate o tem, da bi po novem letu stopila v fitness, pogumno. Če nimate samozavesti, nimate znanja, poiščite trenerja, Jureta, mene, kogarkoli in vam lahko pri tem pomagamo. Da boste, kot sem že rekla, potem v ogledalu res videli to, kar si v glavi želite, ker samo s kardijem, samo s kaloričnim deficitom tega ne boste dosegli, ker sem tudi sama delala to napako vrsto let. Ja, ko sem začela. Nekaj vprašal, z Maticom, jaz sem začel to debato, pa sem šel zdaj na tebe, ker mi je ful zanimiv, ker pri Maticu sem videl ta pattern, da v bistvu gibanje vsak dan. Medtem ko pri tebi vidim, da si dala v bistvu več poudarka, že prej med pogovorom sem videl bolj na oblikovanju telesa, ker si rekla, da si se zaljubila v gym. Zdaj, če bi lahko gledal tukaj zdaj iz tega konca, ko si rekla, da se vsaka ženska zaleti v tekača, tekač, se pravi na koloid in tako naprej, vsak dan sprehodi ali pa vsak dan teč, te stvari v bistvu naredijo to, da nam povzročajo pač zelo močen dvig kortizola, veliko utrujenosti, ne jačajo pa telesa. Tako. In če bi enega dal 7-krat na teden teč ali pa 7-krat na teden na uteži, sem prepričan, da bi čez 3 mesece pogledal, da bi imel podrto sliko hormonsko, totalno, imel bi zelo veliko kondicije, bil bi omehčan, ne bi bil utrjen, medtem ko bi ta drug bil popolnoma druga slika. In če bi lahko tukaj rekel v procentih, 70 fitness, 30% kardija, ampak v osnovi jačati telo. Sprehod te ne ojača. Trenažeri te ne ojačajo, ojačati moramo telo. Iz tega vam gledam, zato ker tudi osnova za hujšanje, o čemer danes govorimo, bi moglo biti poudarek na pridobivanju mišične mase, ampak se tega besednega sklopa ustrašijo. Večina se ustraši, tega pa nočem. Ne gre za to, gre za pridobivanje moči, gre za jačanje telesa, za vsakodnevne, stresne faktorje, ki jih imamo. Zato, da bomo lažje šli čez dan, ko bomo tudi, vsak lahko reče, po 3 mesecih fitnessa imam psiho boljšo, lažje funkcioniram. Se pravi, smo stresne faktorje zmanjšali za 80%, bolj se počuti, bolj zgleda, od tukaj naprej gre samo na boljš. Tako. Sam nekaj bil skočil. Ja. Prej, ko sem vprašal za močen trening ali pač lažji trening, po mojem malo pa sem jaz mogoče narobe razumel, sam tako za info, naprimer z vsemi strankami tudi zase, vedno svetujem trening pod obremenitvijo. Okay. Se pravi, močen trening ali lažji trening, se pravi, vedno so bremena v igri, se pravi, premikanje uteži, se pravi, treniramo da gradimo mišice za lepo telo. Ampak sem hotel sam poudariti, da je gibanje pač potrebno vsakodnevno. Jaz bi ga vključeval vsakodnevno, poleg treningov. Se pravi, če so treningi 2-krat do 5-krat na teden, naprimer, pod obremenitvijo, ki so temelj tega, o čemer se pa te pogovarjamo, ampak bi še vedno bi pa vključeval noter nizko intenzivna aerobna aktivnost. To pomeni 30 minut sprehoda na dan, da narediš ti mogoče 5-8 tisoč korakov na dan za nekoga, ki je 8 ur na šihtu, pa sedi v pisarni. Mislim, da bi mu to veliko dodal k temu. Ljudje ful presenijo. Osnovo bi pa dal, definitivno podpiram trening z utežmi za ženske,
kot tudi za moške. Ja, ljudje ful precenijo ta čas treninga, 45 minut v džimu, in sploh, čakaj, kje še 23 ur ostalih, ne? In že s tem, da bi dvignili, tako kot je Matic rekel, gibanje vsak dan, se že poveča kalorična potrošnja, kar pomeni, da lahko jemo normalno, ne? Kot kak normalen človek, da res ni treba paziti na vsaki gram in na ta način tudi lažje vzdržujemo mi to težo, ne? Kardiovaskularna aktivnost, kardiovaskular, zdravje srca in ožilja, trening, da ti bo všeč, kaj vidiš, in prehrana. Ne, če govorimo o procentih, jaz ne bi rekla 70-30, 100% ne štima vse, ampak tvojih 100%. Kaj to za tebe pomeni? Ne? Okay. Se pravi, tako, eno tako generično vprašanje, ki bi ga vsakrat slišal tako direktno, ne? Eden ima 50 kg preveč, v 5 korakih, kako ne pride do cilja, ampak res na kratko, kako bi rekel, ne? Začni to, to je to. Osnova. Kaj je osnova, če nekdo hoče izgubiti 50 kg? Kalorični deficit. Ja. Mimo tega ne moremo iti. Ki ga ustvarimo z gibanjem, z prehrano. To so 3 osnove. Pol, če želimo nekako izgledati, ohraniti mišični tonus, beljakovine. To je prvo. Tako. Pač tudi tako. Čakaj, a vidiš razliko, ne? Prvo beljakovine, pri tebi je prvo kalorični deficit, kar je zelo zanimivo, kar vsi imamo tukaj prav, kar se zdaj pogovarjamo. Ampak je ful zanimiv pristop, ne? Se pravi, dajmo beljakovine narediti, dajmo kalorični deficit narediti, ne? Brez kaloričnega deficita ni izgube. Se strinjam. Jaz bi sam to argumentiral, zakaj jaz, na primer, bi prioriziral beljakovine pri temu, ker beljakovine, če jih mi dodamo recimo 30-40% v svoj obrok, so bolj sitostne, se pravi, avtomatsko ne boš mogel toliko več pojesti ostalih makrohranil, maščob ali ogljikovih hidratov, te nasiti in k temu boš ti že botroval k kalorijskemu deficitu. Tako, s tem pripomoreš, ne? K deficitu. To pač gre eno z drugim. Ampak kalorični deficit lahko ustvarjamo ali s hrano ali pa z vadbo, ne? Ali z obojim skupaj. Ja. No, to je to. Še najboljše z obojim skupaj. Okay. Se pravi, naprej. Se pravi, rekli smo kalorični deficit, beljakovine. Ja, urejena prehrana. Beljakovine tudi zaradi tega, ker nam gradijo mišice, naše telo bo tudi regeneracija definitivno. Ja. Se pravi, kombinacija bi rekel, se pravi, kako sem rekla, kalorijski deficit, se pravi, trening. Sprememba prehrane, poudarek na beljakovinah. Ja, treningi pod obremenitvijo. Se pravi, zadržni. Dobro, jačanje telesa, pridobivanje moči. Tako, jaz bi tu poudarila, da je zelo pomembna, tako si že omenil, regeneracija, obvladovanje stresa, bi jaz to vse dala pod isto točko, ne? In da te tudi okolica k temu spodbuja. Ja, da te okolica spodbuja, to je zelo pomembno, ne? Če tako pogledamo, ampak tako, jaz sem dostakrat opazoval, kaj naredijo. Ne? Gre hujšati in potem v bistvu hrano čisto porežejo, hidrate dajo čist stran in reče, zdaj sem pa, ja, klasika, ne? In potem gremo, zdaj bom pa shujšal in vse shujšajo. Ne? To je, bom rekel, ta prvi mesec je najlepši delati z klienti, ker je full uspeha. Ne? Super, vse gre lepo in prav. No, tako, ja, in potem kalorije je porezal, s treningom je začel, se pravi, da smo zdaj šli v kalorični deficit, zdaj pa telo zahteva, se ustav, ne? Zdaj pa kje bomo vzeli, ne? In to je tisto, kar bi mogli ustaviti že v osnovi ljudi, ustaviti, kot si prej rekel, ne? Če hočeš začeti hujšati, pustva hrano na miru, dodajva trening. Se pravi, da smo ustvarili eno zdravo, dobro navado, da dela kalorični deficit. Potem povečimo trening, hrano še vedno malo pusti. Zdaj gremo pa lahko hrani vzamemo, da bo še večji efekt. In potem tukaj še majčkeno mogoče hrano še modulirati. Smo naredili že 4. mesec, potem se bo spet ustavilo in potem tukaj vse to oplemenitati z dodatki. Se pravi, da jih držati z dodatki gor, da je regeneracija dobra, da se lepo hujša in vse naprej in da se tukaj pelje, da se zapakira vse v 6-7 mesecev enega journeyja, kar rečeš, da smo pa nekaj naredili, ko vsak reče 2 meseca. Ampak sem prej razmišljal, januarja, ne, hočemo začeti hujšati, zakaj? Zato, ker za 1. maja moramo že v kupalke. Ja, že razmišljamo, ne? Ja, vmes so pa krofi, pa velika noč. Ja, tako da ima že dve velike distrakcije, izkušnjave, kako si rekel, ki lahko pele dol. Ja. Ne, in to je to ni šprint, to je dolg maraton. Ja, in tukaj je, ne vem, dodatke sigurno uporabljata. Ne? Zdaj tako, ti si dodatke uporabljala, sigurno? Ja. Kaj je tvoj najljubši dodatek ali pa dodatki, da se nam sam na enega fokusirali? Moj dodatek, ki ga uporabljam že recimo več kot 5 let sigurno, oziroma dodatka, brez teh dveh si ne predstavljam svojega dneva, in sicer glutamin zjutraj in kreatin med treningom. Ali si ena redkih, ki se ne boji kreatina? Ja, tako. Sploh pri ženskah. Ne bom ženske se bojijo kreatina tako.
Ja, če ga vržeš proti njej, se bo umaknila, ne? Zdaj to je pa neki bav. Tako, največji miti povezani s tem so, da boš izgledala kot moški, da boš zadrževala, ne vem, na desetine litrov vode, ne vem, vidva povejta, če je temu res tako, mislim, da ne, mislim, da sem že vedno zdaj dovolj ženska. Nek mit v bistvu. Ja, tako da ne se bati. Krivi so čevapčiči pa burek, ne? Tako. Ampak kreatin je pa krivec. Tako, on bo krivec, ne? Tako da ne se bati dodajati kreatina, ne se bati trenirati, samo pripomore lahko. Gre za enega najbolj raziskanih suplementov, ki ga poznamo, tako da mislim, da je res dobra zadeva. Kaj pa čutiš ti, ko vzameš kreatin? A popolnoma nič. Nič? Ne, popolnoma nič. Ni to taka zadeva, da bom zdaj vzela kreatin, jutri bom pa izgledala top. Ni instant, ne? Tako, gre se tako, kot smo že prej omenili, za eno konsistenco, se pravi trening, prehrana in potem dodatki kot pika na i. To je strici do zadja. Tako, strici do zadja. Ok, se pravi, kreatin pa glutamin. A si kdaj probala L-karnitin? Ne vem, da si rekla, bom pa to probala, sem čutila karkoli. Si z L-karnitinom kdaj se soočila? Sem ja, seveda, recimo, ko sem se odločila za kakšne večje projekte izgube telesne teže, ga večkrat dodam pred kakim kardijem, recimo v zadnji fazi, zadnje 3, 4, 2, 3 kilce. Ne? To so te nijanse, ki skrbiš za njih. Tako, ampak ko je že enkrat prehrana v nulo poštimana, ko je gibanje v nulo poštimano, so to lahko, kot pravim, tiste pike na i. Za specifične cilje, ki jih imaš. Tako. Recimo bom tudi rekla, včasih je pa dobro tudi za psiho, ne? Da imaš tisto nekaj, kar te pol še mogoče bolj požene na trening. Ne? Definitivno je pač karkoli pomaga tvoji psihi. Tako. Če je to nek dodatek, ki bo tebe drive-ul, super, dej. Okay. Whey uporabljaš, beljakovine piješ, se pravi tudi dodatek zraven, ne? Tako, seveda, v bistvu ga štejem kot obrok, ne? Gre v bistvu za sirotko, za 30 gramov beljakovin na easy, ne? Nimam vedno časa, da si zdaj recimo vsaki obrok grem ekstra domov kuhati, čeprav bi bilo optimalno, mogoče kdaj v penziji. Zato mi je ful priročno, ne? Stil je tako, ne, vsi imamo hiter tempo in jaz se tudi strinjam, da so whey, proteini, beljakovine odličen dodatek k temu, ki lahko ti oplemenitiš svojo pač prehrano. Ja, vse zelo pozna. Zdaj zanimivo je, ker si rekel, da kreatina popolnoma nič ne čutiš, a ti si ga kdaj uporabljal? Jaz ga konstantno jemljem. Ga konstantno jemljaš, ga čutiš? Čutim in tako, če bom jaz vzela eno merco pa bom spil, v tem trenutku ne bom začutil nekega efekta, ampak na dolgi rok, skozi čas, ga bom pa definitivno občutil njegov efekt. Kakšen je efekt? Moj efekt je v bistvu, da mi pomaga nekako pri dobim malo več moči, ko v bistvu dejansko premetavam uteži in veliko mi premore pri moji regeneraciji. To bom zelo dal kot nek velik dodatek, da mi pri regeneraciji pomaga bolj, hitreje se regenerira, moje mišice so hitreje regenerirane, tako bom rekel. Okay. Se pravi, kreatina ne moramo čutiti kot kavo, lahko pa rečemo, da dela, ker pač dejansko dokazano dviguje celično energijo, se pravi, da pomaga pri regeneraciji, pri moči. Jaz sem prepričan, da če bi ga zdaj vzela pa šla, ne vem, delati počep ali pa karkoli je tvoja najljubša vaja, ne? Hip thrust, razvide, Ja, no to. Če bi šla hip thrust delati, ne pa bi rekla, zdaj bom pa naredila danes trening brez, jutri pa z kreatinom, pa da bi ga primerno naloadala, pa tudi dodala zraven kakšen dodatek, ki mu pomaga pri dodatnemu šusu da stimulira boš, ne? Ja. Sem prepričan, da bi ga čutila in da bi se poznali, ker je ful zanimiv, ker v trgovino, ko pridejo pa kupijo, ne, pa so mulci, vem, sem dvignil benča 60 kg s kreatinom pa 80-90, ampak le, jaz nisem nič spremenil, jaz sem samo mu priporočal, on je dodal in dejansko se čuti, ker res toliko na moči doda in je to za vse tiste, ki se težko spravijo, pa so zmatrani, pa nimajo moči, pa mu dodaš kreatin, pa reče, veš, da grem lažje na trening, nisem toliko utrujen. Moj sosed, na primer, ko kosi travo, je zmatran, mu dam kreatin, pa reče, ti, veš, da greva danes sosedo še na, ne vem, pač z ženo, greva še na sprehod, pa pa tret imam več energije, ne? Ampak je dobil samo 5 gramov kreatina, pa ne 2 grama L-karnitina, da zdaj bolj švico, pa se je dobro počutil, ne? Ampak tako, dejansko rad vidim, da dodatke nekomu daš in da jih čuti in da delajo, ne? Ker zakaj bi jih pol človek kupoval, če nič ne dela? Mal moraš že verjeti to ali pa pač poznati ozadje, če nisi tako, ampak le, tako kot smo rekli, povprečni ljudje grejo na rezultate, se pravi, tebi bo neki, daj pokaž mi, da to deluje, a ne? In ti bom pokazal, bom testiral in bom verjel. In ko bo testiral, bo verjel.
Okay. Lej, glutamin je tudi zelo dober, ne, za regeneracijo. Nisem videl, kjer si postavila kam. Ampak vidim, da kažeš na glutamin. Ful dober za regeneracijo, dober za pH želodca, tudi za prebavo. Ne. Se pravi, vse, res super aminokislina, če tako pogledamo. Ne. Ampak mi je zanimivo, kar rečeš, da L-karnitin uporabljam samo na konc. Meni je to ful smešen, zato ker je dodatek, jaz sem se spravil hujša, zdaj bom pa na konc dodal čist na konc, da bom še bolj shujšal. Zakaj ga ne bi ljudje od začetka že dodajali, da bi jim bilo lažje hujšati, pa da bi bolj shujšali, ker to ni nič takega, da bi potem pa rekel, zdaj boš dal pa stran, pa se boš zaredil, ker L-karnitin je pač naravna snov v telesu, ker ga vsak dan dobimo. Zato mi je ful zanimivo, naprimer kreatin uporabljaš, glutamin uporabljaš, L-karnitin bo dodala pa na konc. Veš, mislim, da je čisto osebna preferenca. Mislim, da bo bolj tu res vključena psiha, ko me na koncu mogoče že malo zmanjka, ne? Pa dodam eno stvar, ok, če sem zdaj spila L-karnitin, moram iti na trening, ne? To stimulira. Tako, v bistvu mislim, da osebno bolj preferiram trening performance, pri čem mi mogoče lahko pomaga kofein, ne? Kofein spijem, pa ga čutim takoj, ne? Ampak Vse ga imaš no. Ja, v karnitinu, ne, recimo, če ga pijem kot taki drink, ne? Valjda, pol dodam v tabletkah. L-karnitin je ful dober za topljenje maščobe, za boljšo koncentracijo, pa laktat pomaga ven zbijati iz mišic, kar pomeni, da te bojo mišice manj pekle, pa drugo, da ne bo toliko muskel fibra. In pri začetnikih, na primer, je glih to tisto, nočem, da mi mišice pečejo. Ne bi rada bila utrujena, pa veš, kaj hočejo? Švicati. En gre na trening, pa sploh ne švica. Z L-karnitinom, kam mu dodaš 2 grama L-karnitina, ti čutiš v sededu, meni je pa toplo. Meni se pa dogaja, jaz bi prvi in potem grejo na trening in bolj švicajo. Ta stvar pa dejansko jo vidiš, da dela po 45 minutah, pride čisto mokro, reče wow. In ima potem ta občutek zadovoljstva, ne pol po treningu. Ja, ampak tudi vemo, da smo telesu dali točno tisto, kar L-karnitin dela, se pravi, da pripravlja maščobne celice do izgorevanja. Se pravi, a veš, spet govorimo o hujšanju, ampak ne bi, jaz L-karnitina sploh ne dal toliko v ozadje, kakor bi dal kompleten spekter dodatkov naprej človeku, ne zato jemali vse dodatke, ali pa ne vem, hočemo, da jih vse kupite, ampak če hočeš priti do maksimalnega efekta, imaš tukaj v bistvu pomagala, ki ti lahko pomagajo, ali pa tirozin, naprimer, ne? Če ima kdo počasen metabolizem, ko mu dodaš tirozin, v bistvu sam vidi, da se dogaja, hitreje shujšajo, bolj se počutijo, adrenalin, serotonin, dopamin, se pravi, so boljše volje, vse te stvari. To pa nisem imel tako, pa zanimivo, ful dobro. Ja, ampak pa narediš eno mešanco, ne vem, to, kar smo zdaj govorili, se človek ima več moči, boljšo regeneracijo, bolj se topi pač špeh, ne, da hitreje shujšajo, pa še potem so boljše volje. Pa rečeš, vse se da, ne, tudi za une, ki so, jaz pa tega ne bi, lahko to narediš, ne, lahko pomagaš človeku, vse mogoče danes ne rab toliko stimulacije, ampak ko pa govorimo o 4 mesecih, 5, 6 mesec, ki je že težko. Ja, ko imaš baze pokrite, pa dodajaš. Tako, najprej, da so baze pokrite, pa da ga tudi ne zasuješ, ne zasipaš z vsem naenkrat, ne, ker bo zmeden. Moj korak po korak, pa da razume, kaj določen dodatek dejansko naredi. A Fatburner je sta probala? Ja. Jaz sem jih probal, definitivno sem jih probal. Iskreno so mi najbolj pomagali takrat, kako pa ona rekla z L-karnitin pri finiširanju, ker sem pač malo se bolj pucal, ker sem katul, se pravi, da vidimo malo bolj vidne mišice, ker pade procent maščobe, pri moških po 10%, ki je že bolj vidno, je bil ta dodatek, mi je zelo pomagal. Ja, tudi meni. Takrat kombiniram burner pa L-karnitin. No, za neko vzdrževanje lepe postave, dobrega počutja v telesu, ga pa v bistvu ne konzumiram. V bistvu samo takrat, če imam kako preferenco, recimo pred poleti, če hočem kaj, ne vem, če imam kakšen cikl prehranjevanja, pa dodam drugačen režim treniranja in vključimo za tale manjši detajl. To je moja izkušnja. Ja, vse Fatburneri so, bom rekel, priročni, ampak je pa res, da je preveč stimulansov noter, ljudje pol spat na morju, tresejo se in tako naprej. Tako da je res tista čist na konc, ker rečeš, ok, se bom še temu posvetil, ampak vem, s čem delam. Ne? Ja, če imaš osebni cilj, se pravi, nisem ti lahko pomagal. Je pa baza, ne? Se pravi, baza bi rekli, da so beljakovine v prahu, kreatin, kot je ona povedala, glutamin, regeneracija. Ne smemo pozabiti vitamine, minerale.
Prej si o magneziju govorila. Tako. A ne? Tako. A je tisto, da rečeš, da magnezij čutiš, ko ga vzameš? Definitivno. Bravo, to sem čakal. Definitivno, ja. Priporočila bi ga splošni populaciji, ne? Ker mogoče kdaj lahko samo to, ko skozi starna, joj, kak sem utrujen, pa vse me boli, mišice me bolijo, mogoče sam premalo magnezija, na pamet govorim. Največkrat, ker smo v bistvu 80% ljudi ima po mojem 90, no, imamo vsi premalo magnezija, pa rečemo, sem 100 mg vzel, ampak včasih rabiš loadinga tudi po pol grama do gram. Po par dni, zato da se ti naloži, da se telo sploh sprosti. Pa kar sem jaz opazil, zakaj je magnezij dober, da se navežem na žensko populacijo, ko imate tiste dneve v mesecu, ko so menstrualni krči, to zelo, zelo pomaga. Iz izkušenj strank so povedali, da je noro. Magnezij je res en mirakel, ki bi ga mogli v bistvu dobiti vsak dan, da ga imaš zraven večerje, magnezij. Kar bi jaz še dodal za en dodatek, ki ga še danes nismo omenili in bi ga tudi priporočil vsem, posebej pa mogoče tudi ženski populaciji, so pa te naše zdrave maščobice, omega-3, ki so zelo pomembne, za naše srce pa ožilje, pa te pa mogoče res ne čutimo lih takoj v efektu, no, saj jaz ne, ampak pomaga, definitivno pomaga pri srčno-žilnih boleznih in vsem temu, da ne prije do tega. In tako da v bistvu jaz sem kar vsem pomagajo pri hujšanju, pomagajo pri hormonskem ravnovesju. Ženske se sploh zavedajo, koliko nenormalno omega-3 pomagajo. Jaz odkar sem začela z fitnessom, bodybuildingom, mislim, da sploh nisem nehala jemati. Jemljem ga še v kombinaciji z glukozaminom, pa za sklepe, da si malo podmažem, ko so kakšne večje teže, in omega-3 je res zame zlato. No? Ja, meni je tudi kar visoko na lestvici, no, bom rekel. Ja. Zelo dober. Ja, se pravi, da gremo beljakovine, zdrave maščobe in potem še pomagala naprej. Ne? Ja, kreatin, tako vsi naprimer načeloma jemljemo dnevno, če jemo kaj v mesu in posod, ne, samo so pač manjše količine. Ja, vegetarijanci ga bolj čutijo. Ja, definitivno, ko so v pomanjkanju tega, ali pa tudi ljudje na splošno velikih že ne mara neki beljakovin dodajati v svoj vsak dan. Tako da jaz sem vsaj po svojih izkušnjah pa pri strankah mogel malo preforsirati, da je še malo več beljakovin dodaja. In tako da v bistvu potem, če kdo ne je pač mesa, da ima potem kreatin noter, sploh pa se to opazi pri performansu na treningih. Ja, noro, res. A ste imeli kakšne negativne izkušnje kdaj z dodatki? Ne. Pravno to, da nisi mogel spati, če si preveč fat burnerjev. Ja, v bistvu nek negativen, ki niti bil ni toliko negativen, je bil tale, no, ki sem je začel betalanin. Ja, nisem vzel. Mislim, ni bil toliko negativen efekt nasploh, ampak sem čutil, ker sem ga vzel, ker je bil instant efekt. Pika po 60, ima srbečica, sam pol, ki greš ti v pogone. To je edini nek minimalni. Ne pričakuješ takega efekta, prvič vzameš. Ni mogoče tako, ampak to je to, kar sem imel s temi dodatki, ki sem jih jaz konzumiral. Ja, ti si imela kakšen negativen efekt? Ne, dejansko ne. Če pa preforsiram kofein, sem pa sama kriva. Ne? Ja, tako kak s kavicam. Ja, tako. Ja, ful zanimivo. Ja, za konc, telesna teža in hujšanje. Pač so diete, so shujševalne diete, ki zelo hitro pripeljejo do cilja in zelo hitro pridemo potem nazaj, dober za uneka ne. Jaz bom tako povedal, da kaj smo danes doumeli, da je zelo pomembno, da spremenimo življenjski stil, da spremenimo sploh naš pogled na hujšanje, da hujšanje ni nekaj, kar je neki en bav in da je nekaj, kar nam bo vzelo, ampak nam bo dalo, kar nam bo dalo v bistvu izzive, spoznali se bomo v drugačni luči in se bomo bolj počutili in jaz mislim, da je prav, da se opremimo z ljudmi, ki nas spodbujajo. In ki v bistvu imajo znanje, ki nas lahko popeljajo na to popotovanje od januarja naprej in da osvojimo v bistvu tako telo, kot smo si ga skozi želeli. Tako da jaz bom rekel hvala vama, da ste danes prišli, da smo lahko predebatirali. Hvala za priložnost. Ja, za povabilo in odlično debato. No? Ja, hvala. Pa upam, da se še kaj vidimo. Z veseljem.